Pozdravljam vas na večeru, ki je nastal v sodelovanju Vodnikove domačije in Društva slovenskih književnih prevajalcev, in sicer tokratni izbrano posvečamo trem prevodom ali še natančneje trem prevajalkam, ki so bile s svojimi prevodi izpostavljene lansko leto v okviru Društva slovenskih književnih prevajalcev, in sicer kot najprej nominiranke za Sovretovo nagrado 2021, ki jo pa je dobila Marjanca Mihelič za roman Lasla Krasnohorkaja Svet gre naprej. Torej na levi najprej pozdravljam Marjanco Mihelič, potem Amalijo Maček, ki je bila nominirana z romanom Moje leto v nikogaršnjem zalivu Petra Handkeja. Za roman pa je prav tako lani prejela nagrado Fabijana Hafnerja za najboljši prevod iz nemščine v slovenščino, ki jo podeljuje Goethe Institut. In kot tretja Stana Anžel, prav tako nominirana za Sovretovo nagrado 2021 z romanom Lakota. Zdaj pa, Stana, mogoče mi boš pri izgovoru morala pomagati. Kvaračija, Jamila, verjetno nisem prav izgovorila. Približno bi bilo Džamar v Arjaši. Ok, Džamar v Arjaši. Lepa hvala, tole bi verjetno morala vprašati prej, ampak hvala za pomoč. Ker danes ne predstavljamo samo treh knjig tukaj na mizi in knjig, ki sem jih omenila, ampak predvsem bomo pogledali, kot je bilo napovedano, v prevajalske delavnice treh uveljavljenih vrhunskih prevajalk. In ravno zato bi mogoče na začetku postavila kar eno tako bolj sproščeno vprašanje, predno se poglobimo v vaše umetniško delo, v vaše izdelke. Namreč, kako ste pravzaprav prišle do književnega prevajanja in tudi do vseh treh omenjenih avtorjev? Pa mogoče kar tako, da začnemo pri Marjanci, pa bom malo menjavala ritem in smer. Ja, hvala za vprašanje. Kako sem prišla jaz? Skratka, jaz nisem študirala madžarščine, nisem se učila madžarščine prej, tako rekoč besede, nisem znala madžarsko. Poznala sem samo madžarske filme, ne, in tudi po Ljubljani se takrat niso sprehajali ravno madžarski turisti, tako kot danes, ne, ker je bila takrat še pač železna zavesa spuščena do tal. Skratka, slišala sem jo v kinu prvič, potem sem potovala po Evropi in z zahoda, še gimnazijka, z zahoda potem zašla na Madžarsko v Budimpešti, ki se je pokazala kot popolnoma zakleta graščina še v tistih časih, ampak nekako ti dogodki so mi ostali v spominu, verjetno, in ko je bil razpis za prosta delovna mesta in je bila med njimi prosta tudi lektorsko mesto za slovenski jezik v Budimpešti, sem rekla, seveda, zakaj pa ne, to bo zagotovo vznemirljivo, in sem se prijavila in mi je uspelo in sem bila navdušena in seveda sem se začela učiti madžarščine intenzivno, kot se da. In kmalu sem tu zagledala priložnost, začela sem prebirati stvari, zdele so se mi zanimive, to je bil čas poznih 80-ih let, ko se je veliko dogajalo pri nas in na Madžarskem, ko se je ta blok začel nekako, skratka, zavesa se je začela počasi trgati in se mi je zdelo, da bi Slovenci to morali vedeti, niso pa vedeli, niso poznali te sodobne esejistike, recimo, niti književnosti. In potem sem kar prevedla in nesla na Novo revijo ali pa na Pogled in so vse objavili in potem je prišlo kmalu že naročilo za roman. Skratka, naključno ali ne, verjetno sem si zelo želela in sem bila zelo motivirana. Hvala. Amalija, ti si študirala nemščino in španščino, prav tako se ukvarjaš tudi z drugimi oblikami prevajanja, predvsem tudi tolmačiš. Pa me zanima, kako si, skozi katera vrata si pa ti, oziroma katera vrata so tebi književnost odprla?
Mogoče ne dodam, da nemščine nisem imela nikoli v šoli, tako da sem jo v bistvu študirala z diferencialnimi izpiti in mogoče imam zato tako rada, ker mi je nihče ni priskutil med slovnico. Drugače pa v samo literarno prevajanje mislim, da nas je na Poljanah uvedla Maja Turnher. To je bila čudovita lektorica, ki je živela tudi v Mehiki in nam je približala ta magični realizem. Pri njej smo tudi že v srednji šoli, potem je šla pa z nami skupaj na fakulteto, smo prevajali literaturo, tako da v bistvu moja želja bi bila bolj, da bi bila prevajalka iz španščine. In tudi, ko je šlo za prvi literarni prevod, jaz sem kar pisala Alešu Bergerju, ki ga takrat nisem osebno poslala, da sem videla v enem intervjuju, da je rekel, da je pač prijazen do mladih prevajalcev, ker je bil njegov mentor prijazen do njega kot mladega prevajalca in sem ga prijela za besedo in sem prišla z vrečko knjig k njemu. Večina je bila takrat že nemških, pa je rekel, ja, da se mu je nemščina malo zamerila zaradi vojne, če nimam kaj španskega, tako da prva knjiga je bila dejansko Miguel de Unamuno pri Kondorju iz španščine, potem pa sem nekako preko službe se več ukvarjala z nemščino, tudi Nemci moram reči, da zelo lepo skrbijo za prevajalce svoje literature v tuje jezike in sem tako potem se bolj posvetila nemščini. Stana, kako si pa ti prišla do nizozemščine? Namreč študirala si nemščino in francoščino. V bistvu na prevajalstvu moja pot se je začela potem so mentorico moje diplomske, ki me je skupaj s knjigo priporočila založbi Sanje, tako da sem začela z nemščino. Povsem klasično, tako kot smo rekli na faksu, najprej otroška, mladinska literatura, fantazijska, kratke zgodbe in potem romani. Ob koncu študija pa sem iz čiste radovednosti začela obiskovati lektorat nizozemskega jezika in so mi potem Sanje v bistvu same predlagale prvi roman. A kdaj si se pa pravzaprav upala lotiti nizozemščine, glede na to, da ni prav študija, ni katedre za nizozemščino, ampak da se lahko to pač kot lektorat, če se prav spomnim, vzame? To je še zmeraj learning by doing, lahko rečem. Zelo pomaga ta podlaga, ki smo jo dobili na faksu, čisto prevajalsko razmišljanje, da vidiš strukture, da paziš, da si veš, na kaj moraš paziti. To, da sta nemščina pa nizozemščina sorodna jezika, je lahko prekletstvo ali ne, ker nizozemščina se pri prevajanju obnaša drugače kot nemščina. Kot rečeno, jaz se z vsakim prevodom iz nizozemščine praktično učim in je še ogromno enih dvomov, ki jih moraš vsakeč potem razčistiti sam zase in glede struktur in glede kulture sploh itd. itd. Lahko samo nekaj dodam, mogoče, da vsake toliko časa imamo študente, ki pridejo že na fakulteto, v bistvu odlični prevajalci. In Stana je bila takšna, da je naš pouk zgledal nekako tako, da sem vsaj ostale vprašala, bo na koncu Stana, kako bi pa vi to naredili, s čiste radovednosti, ker je pač vedno imela nek svoj pristop, neko svojo rešitev in je res izstopala pač v več letih po svojem talentu. In potem ta prvi prevod pri Sanjah, moram reči, da sem si zelo oddahnila, ker jaz ne maram prevajati fantazijske literature in nimam te domišljije, niti humorja, da bi si neka imena fantazijska izmišljevala in je ona to prevzela in je bilo res čudovito z Walterjem Mörsem. Predvidevam, da govorita o mestu sanjajočih knjig. Rumo je bil in to je še zmeraj moj najdaljši prevod doslej v bistvu. Ok, ampak mogoče to sem pozabila omeniti, namreč Stana je prejela pred leti, če se prav spomnim, leta 2014 tudi našo stanovsko nagrado za mlado prevajalko. Nagrada se zdaj imenuje nagrada Radojke Vrančič. Tako da je bila že opažena, pravzaprav, Stana si bila že zelo zgodaj opažena. Pred 10 leti je bilo lani, 12. Pa 12. Ja, ok, že toliko nazaj, torej zelo mlada. In tudi listino Ibi, mogoče to pa 2014, tako, mogoče sem jaz zamešala, letnice se opravičujem, ampak če smo že pri tebi, Stana, pa bom šla zdaj nazaj po krogu. Začela si z mladinsko fantazijsko literaturo in nadaljevala. Ti zdaj v bistvu ti prvi prevajalski začetki prevajanja prav fantazijske literature, ker moraš sama imeti veliko domišljije, pomagajo pri nekih takih delih, kot je recimo roman Lakota. Ja,
ker to je tako kot en stalen tekoči kondicijski trening. Moram priznati, da večina knjig najde mene kot jaz njih in pri Mladinski nekatere založbe imajo že izoblikovan program in tudi delajo s šolami, tako da točno vejo, kaj hočejo. In pri Mladinski in otroških slikanicah, če so dobro narejene, je malo besedila in mora res stati. Kar pomeni, da vse priredbe, vse tisto, kar je bilo tukaj, recimo preigravanja, to je že šlo na toliko in toliko podlage. In seveda tudi pogovorni jezik, s tem se pa stalno srečujem, ga je bilo tukaj tudi veliko. Tako da to je bila ena podlaga tako za začetek. Ja, ravno tukaj sem razmišljala, pač govorica tega romana, ki jo mnogi kritiki ujamejo v termin urbana govorica, ne, je pravzaprav zelo slikovita, delno publicistična, prihaja pač iz tega medijskega sveta, ampak hkrati tudi zelo inovativna po drugi strani in sem pač ravno v tem smislu pomislila, ne, na te tvoje fantazijske začetke, če lahko tako rečem, ki mogoče pa vendarle koristijo, da se potem lotiš nekega takšnega romana. Tudi pogum ti da konec koncev, ker vse te odločitve sem tukaj lažje sprejela, ker sem že vedela toliko in toliko prej, kako smo šli prej z lektorji in uredniki skozi, recimo. To je gotovo pomagalo. Amalija, pa mogoče kar Marjanca, se bom navezala na obe. Namreč, če preberemo utemeljitve za nominacije za Sovretovo nagrado lani, nekako vidim, da je žirija ujela recimo podobno vzdušje v vajinih romanih, čeprav gre za dva zelo različna avtorja, za Krasnohorkaja na eni strani in za Handkeja na drugi strani, pa vendarle sta se vidve morali spopasti z enim posebnim tokom zelo literarnega pisanja, ki gradi na jeziku, ki je mogoče manj akcijski, manj zgodben, manj v nekem smislu sodoben, čeprav mogoče to ni najboljši opis, ampak skratka, morali sta, zgleda, kot da je napisano v enem dihu, ampak dejansko po drugi strani nista to romana, ki bi jih brali bralci v enem dihu. Kako sta vidve pristopali k tem strašno kompleksnim stavčnim strukturam, povedim, temu v zvezi Marjanca z Krasnohorkajem se pojavljajo termini kot meandrasto pisanje. Skratka, Amalija, Marjanca, kako je bilo? Seveda. Za Krasnohorkajo so značilni ti stavki, raje recimo kar povedi, medpovedja, saj se ena poved raztegne tudi na 2,5 strani, sem prejle preverila. Kar ni naključje, ne, skratka, tako kot je svet zanj in človek v njem sta pretirana do roba, tako je tudi ta stavek na nek način pretiran do roba. Ne vem, če je to ravno zavestno počel, ampak nekako se sklada, ne, na pomenski in skladenski ravni. In v ozadju je tudi filozofski premislek konec koncev. Ne. Rekla si, da je v središču jezik. Ja, zanj, oziroma če razbiramo njegove novele, je vse v jeziku, skratka, kaj pa mi vemo, kaj je izven, kaj pa mi vemo, kaj je tisto, kar vidimo, ali je to res to, kar mislimo, da je, ali pa ni, skratka, tu v ozadju je seveda tudi filozofija, pa se ne bom zdaj spuščala v to. Potem še nekaj drug njegov premislek o jeziku in stavku. Pravi, da je prosti stavek, ne, kot rečemo osebek, povedek, predmet, slovnična kategorija, ne? Da kar poslušajte mene, ne? A sem naredila piko slučajno za 3 stavčnimi mišljenji? Nisem, ne? To je tok mišljenja, ki se spiralasto širi in
drobi in spet teče naprej. Skratka, da je to v bistvu naravni tok mišljenja in to mu je bilo pomembno. Na drugi strani je potem to želel prenesti tudi na papir, se pravi v tvarni jezik in seveda preizkušal te robove. Po drugi strani pa še nekaj, kakor zna biti nekako filozofsko resen ali pa preiskuje te stvari, mišljenje, sposobnost spoznavanja, pa je na drugi strani v teh stavkih, ko se tako neumorno žene in poganja stavek za stavkom in ni videti konca, tudi posebna strast, ne samo v pripovedovanju, ampak poželenje, tisto, kar vedno kontrastira to njegovo, bi rekla, mogoče zamišljenost ali pa resnost. Je to velika strast po odkrivanju, pripovedovanju, doživetjih, umetnosti. Vse to v tem kontrapunktu, mislim, da je izjemen, da je tu prostor za doživetja njegove literature, in hkrati vedno znova, to je pa tudi zelo značilno zanj, vso to lavo vsega mišljenja, poželenja, strasti, vedno ustavi s fiaskom. Skratka, nekako vsajeno v človeka je, da vedno me raziskuje, vedno je radoveden, vendar obstaja meja, ki je ne more preseči. In to je potem tista končna pika. In moram reči, da pike nisem postavila tja, kamor je ni on, ker bi bilo to skregano z vsem, kar on počne. Mislim, da si tega ne moreš privoščiti. In sem tudi jaz huda, sem prebrala na Facebooku, kako se včasih pritožujemo nad lektorja. Jaz tudi, ker nimajo pojma, ne spustijo se do te mere, dobro, zdaj sem res zašla, ampak delajo pike tam, kako, mislim, brez občutka ne ugotovijo, da v zadnju več stvari, No, mogoče dejansko še res rečemo kakšno o lektorjih malo kasneje, ampak mogoče Amalija pa še ti spopadanje z Handkejevimi stavčnimi strukturami, z tem gozdom, ki je v bistvu kar prava metafora mogoče ravno za ta roman. Ja, jaz tudi rada rečem, da je to v bistvu labirintni gozd. Blodiš dolgo časa, nečesa ne vidiš, potem pa spet najdeš nekaj. Tako da Handke gotovo ni zelo obziran do bralcev, bi rekla, marsikaj od njih zahteva. Je pa vse, kar si ti povedala za Krasnohorkaja, bi lahko rekli tudi za Handke. Torej, te dolge sekvence, da mu gre bolj za ritem, kot pa za neko dogajanje, oziroma bolj za neko notranje občutenje, kot za dogajanje. Zdaj, kar je pri meni pri Handkeju izredno všeč, je ta notranji svet. Se mi zdi, da res pač izredno je senzibilen za vse okrog sebe, verjetno za marsikoga naporno v njegovi bližini, in to mi nekako ustreza. Se mi zdi, da to res z tako natančnim jezikom zna te notranje svetove pač opisati, ampak seveda to mogoče ni vsakomur zanimivo, tako da ne vem, zadnjič sem gledala pač nek film Memorija zdaj, ki so ga nekateri zelo hvalili, nekateri zelo kritizirali, in meni se je zdel zelo slab. In ob tistem filmu sem potem razmišljala o tej knjigi Petra Handke, da pač ni vse za vse in da če se Hollywood ali pa ne vem kdo spravi v neko mistiko, v kateri nima pojma, potem pač na koncu pride neki vesoljci in tako več. Tako da to je nekaj, mogoče tudi neka dediščina našega okolja, te neke mračnosti, te srednje Evrope, v kateri vedno razpravljamo, kaj sploh je potem nek vpliv tudi konec koncev krščanstva in te slabe vesti, ki jo tudi Handke vedno znova tematizira, in ta upor proti nekim dogmam in tako. Tako da vsekakor ni za vsakogar, ampak meni že ta melodija, dobro, kakšni deli te knjige mi niso tako všeč, ampak melodija na splošno, to je pa pravi užitek, prevajati, bi rekla, tako da to. Glede lektorjev se pa absolutno ne strinjam, imam pa zelo dobro izkušnjo s Kristino Sluga in vedno prosim, če bi lahko ona moje prevode pregledala, in zelo, zelo lepo sodelujeva pri tej knjigi. Mislim, da mi je tudi dajala energijo, da sem sploh dokončala ta prevod, tako da odlično sodelovanje.
Potrjujem to, kar si rekla. Jaz bi pa samo še to dodala, da je res ta podobnost, jaz nisem omenila te muzikaličnosti, verza in te ritma in izjemne preciznosti, recimo, ker ob takih stavkih moraš biti precizen, ne, da ti iznese v svojem jeziku tudi zelo podobno. Ja, mogoče tudi ni znano v Sloveniji, da je v bistvu Peter Handke bil na začetku izredno dober pesnik, ne, in mislim, da se to v njegovi prozi pozna. Saj to sem mislila vprašati, čist tehnično, kako se pravzaprav lotevata. Amalija, vem, da si ti govorila v enem videu o tem, da pravzaprav nisi linearno prevajala, ne kronološko linearno, ampak da si se lotevala posameznih delov. Če beremo Krasna Horkaja, predvsem tukaj v Svetu gre naprej, konec koncev bi se ga lahko tudi z različnih koncev lotil. In to je torej čisto tehnično vprašanje, kako sta sestavljali te segmente, ki so zrasli v knjigo in morda tudi seveda, če sta si brali na glas, ravno zaradi ritma. Ne, na glas nisem brala, jaz sem pa, hočem reči, kadar so zgodbe, pač ne, je lažje, ne, so to že sekvence, ne, in potem pač prevajam. V bistvu tukaj jaz ne delam kakšne posebne notranje razporeditve, jaz začnem kar na začetku. Je pa res, da zelo krožim, ne, in ko začnem in grem prvič skozi, mislim, je absolutno to tako rekoč osnutek, ne. Potem grem še enkrat skozi, ker potem ima že, mislim, s prevajanjem dobim tisti občutek o romanu in ves kontekst in tako naprej, zato potem izboljšujem vse od začetka naprej in ponavljam te kroge, dokler mi ne zmanjka tistih pobarvanih besednih zvez, ki jih še dobro, ki jih še nisem rešila, recimo, ne, in vmes seveda se pomenkujem, tudi avtorja vedno imam kontakt z avtorjem, razen s Krasohorkovim ne, tukaj sem se pa kar sama omejila, ker je znan po tem, da nima rad, da želi imeti mir pred vsemi temi, ker jih je preveč že, ne, oni ga toliko prevajajo, da drugače pa vedno navežem kontakte z avtorjem in večinoma zelo, zelo radi. On pa ima, je slaven po tem, da rad vidi, da ga čim manj motijo prevajalci in ostali. Amalija? Ja, tako kot si že povedala, pač te knjige se izjemoma nisem lotila pač od začetka do konca. To je zato, ker sem si to knjigo želela že 20 let prevajati in mi je Fabian Hafner sam priporočil, da prevedem določene zgodbe, da te pokažem urednikom in da potem nekoč imam celoto in tudi en del je že na radiju izšel. Tako da sem že imela določene dele prej prevedene, potem pa moram priznati, da sem res prevajala čisto po navdihu, tam, kjer se je odprlo in od tiste strani naprej in je bilo tako zelo nenavadno, pač vedno je imelo neko povezavo s tistim, kar sem v tistem času razmišljala, nek orakel, če lahko tako rečem, edino, kar je bil problem, je bil ta, da mi na koncu potem med temi lepimi koščki ostalo vse, kar mi ni bilo tako všeč, tisto dolgočasno in to potem povezati in potem pa seveda iti še 2-krat, 3-krat od začetka do konca, da vidiš, kako so se te koščki povezali. To je bilo pa naporno potem in tukaj mi je potem tudi Kristina pomagala. Stana, ti si se pa morda spopadala z enim drugačnim problemom, ne vem, če je bil problem, ampak v knjigi je kar veliko reali, zelo veliko navezav na zgodovino, povezana je z Madžarsko recimo, in en kup opisuje etiopsko lakoto v 80. letih. Skratka, en kup dokumentarnega materiala je vpleten, tudi recimo citatnih zadev kar nekaj. Kako si raziskovala, kako si pristopala k tem realijam? Jaz sem imela v bistvu več dogajanja kot vidve in je bila bolj ta dinamika in da je res bil tok in se je hitro dogajalo. To je glede teh realij avtor kar dobro razdelal. Imela sem za etiopsko zgodovino, sem se morala naučiti, potem sem našla glede zapisa tudi etiopske pisave in izrazov,
ker nisem bila tam in je avtor začel potem na enem delu poetično opisovati, kako so velikani, kot da bi zajeli žlico tiste gore in so potem nazobčene bile in njihove znamenitosti. Jaz sem si morala to na YouTubeu filmčke gledati, da sem potem približno imela predstavo, kje so zdaj te izklesane cerkve. Ali je Laslo je glavni, eden od protagonist je Laslo, ona je pa Aureli. Kako je plezal po vrvi gor na cerkev, kje je bil zdaj ta obok, ki ste ga meniha potegnila, čist takšne stvari, da sem imela sploh predstavo. Glede reali, ja, to med drugim. Citati so potem še ena zgodba, ja. Lahko tudi to zgodbo s citati omeniš. Ne, ker čisto na koncu, že ko sem brala, sem šla na koncu brati njegovo zahvalo, čisto na začetku, da sem približno vedela, kje smo. In če se je on zahvalil določenim osebam, kot je recimo tudi osebi, ki dela na uredništvu, potem se mi je zdelo, da bom morala tudi jaz verjetno te stvari preveriti, ker je z razlogom šel do osebe na uredništvo, televizijsko uredništvo. In je navedel še cel kup svetovne književnosti, samo kateri avtorji. In jaz sem pri prvem branju bila moja izkušnja zgodba teče in to je bilo moje vodilo. Res mora biti privlačna, zapeljiv setting, je ljubezenska zgodba med Aureli in Laslom. Ona je pač takrat še bila mlada študentka, on je bil takrat pa nizozemski Bob Geldof na področju, tako velika živina na področju humanitarne pomoči. To je tudi zelo, tudi družbeno kritično je narejen ta roman. In je potem čez 10 let, ko se pa srečata, pa ona dela na televiziji, on pa v teh desetletju, ja, je zelo specifične ideje razvil, do tega bomo verjetno še prišli, specifične ideje na otroško spolnost, in pa bil je medtem tudi v zaporu, ker je imel ta megalomanski projekt Bodoči voditelji Etiopije, ko je posvojil otroke z Etiopije. No, to je še ena tematika, posvojitve, dokdaj so bile legalne, kako so bile legalne. Njegova ideja je bila, da bi te otroke iz šole in poslal nazaj v Etiopijo kot bodoče voditelje, ki bodo državi pomagali izplezati iz lakote. In to je zdaj ja, in potem je že pri prvem branju, zdaj sem v bistvu kar zašla, se pravi, bilo je privlačnost samo že na tej ravni zgodbe, vseeno sem pa vsake toliko zastrigla, ko je bil močen prelom sloga. In potem se je pa začelo. Ne? V prvi verziji sem jaz naredila, da imam vse like, vse niti pred sabo. In tam, kjer sem pa strigla, je pa že čist tisto, ko v Google vržeš in vidiš, iz katerih romanov je vse to črpano. In potem se začneš spraševati, zakaj se je igral na ta način, kot se je takrat. A je to spreminjal, kaj je prevedeno v slovenščini? A je sploh relevantno, da grem to iskati vsa dela, ki sploh niso prevedena? Eno so v nizozemščini prevedena, ena pa niso v nizozemščini, pa v slovenščini so. Kako so ti stari prevodi? Kaj je sploh poanta tistih? Kdo govori o tistih odlomkih, ki jih je on delal? A je to zdaj samo zabavno, ali je to že kakšna parodija, ali še se spodaj kakšno subtilno sporočilo skriva. Imela sem to prednost, da sem bila v prevajalski hiši, to je bilo leta 2018 še, bila ta možnost, da sem takrat lahko in druge prevajalke vprašala in bila je ta sreča, da je španska prevajalka sočasno približno prevajala, tako da sem lahko že tudi njej dejansko po seznamu, no, in pa potem je pač vse kazalo, da bo treba avtorja kontaktirati. Jaz imam glede tega strahu spoštovanje. Ampak vseeno, najprej vprašaš ostale prevajalce, da se pred avtorjem čisto ne kompromitiraš, ker če ti tudi drugi prevajalec mogoče reče, da je pa res avtor ve. In ja, in potem, ko sva šla, se dobila z avtorjem, čisto po šolsko, s Svinčnikom, ker se je pač, on je knjigo izdal 2015, pisati je menda začel 2010, jaz sem bila z njim 2018 v prevajalski hiši, tako da okvirno sem dobila občutek, kako pristopa k lastnemu delu, ker seveda pa splošno on tudi dal že intervju. To, kar je hotel s knjigo, ko je dobil nagrado Evropske unije za književnost, to je že v intervjujih povedal, kako je pristopal, kaj je hotel, ampak meni je ta tehnični vidik potem še mučil, no.
Dejansko vem, o čem govoriš, in mislim, da znajo biti prevajalske hiše in konzultacije s prevajalci najprej in mogoče potem za avtorji zelo koristne. Tudi sama imam podobne izkušnje. Pa me zanima, si že pravzaprav odgovorila, torej ti si avtorja srečala, imela si to priložnost predvsem za špansko prevajalko delati. Kaj pa Amalija pa Marjanca? Marjanca, ti praviš, Krasnahorka ni za to. Kaj pa kakšen drugi avtor? Ja, se pravim, vse živeče avtorje sem imela e-mail in sem jim pisala, vedno imaš vprašanja, zagotovo, ali nisi prepričan, in tudi lepo se mi zdi, da navežeš kontakt. No, mislim, da to avtorji, moja izkušnja je takšna, da so veseli tega, razen te izjeme, veseli tega in tudi pripravljeni pomagati, nekako imajo mogoče boljši občutek, da vejo, kaj se dogaja z njihovim delom. Tako da recimo Peter Nadoš je bil tukaj izjemen, on je napisal cele leksikografske pasose, mi je pošiljal. No, ene parkrat je bilo celo tako, da bi že sama lahko pogledala v kakšen Wikipedijo, pa ne vem, verjetno si zmeden od vseh vrst teh priročnikov in potem te poduči, da to pa je že tudi tam, recimo, ne. So imena, recimo, pri njej sem se spraševala, to je nekako v nekem smislu seveda veliko zgodovine tudi v tej trilogiji Vzporedne zgodbe, vendar on prikrije, no, recimo to je bilo vprašanje, meni se je zdelo, in bilo ime neke ilegalne organizacije na Madžarskem med obema vojnama in tega imena nisem našla nekjer, ali bi ga prevedla ali ne prevedla, ne, to so zdaj ta vprašanje, ali je znano, ali je izmišljeno, ali je resnično. Nekako nikjer ga nisem našla, torej sem ga vprašala in on je rekel, da, to je bila resnična, v resnici je obstajala takšna ilegalna organizacija, vendar sem jaz ji dal drugo ime, a ne, se pravi, resnično obstajalo, a on je prikril to, ne, ker roman pač ni leksikon, ne. No, seveda, vedno je dobrodošla, no, skratka, in boljši občutek za oba, se mi zdi. Amalija, ti si pa tudi Handkeja nekajkrat srečala, pa tudi druge avtorje najbrž, kakšne so pa tvoje izkušnje? Moje izkušnje z nemško govorečimi avtorji so, da so izredno prijazni do prevajalcev. Nekateri so tudi sami prevajalci, recimo Terezija Mora prevaja iz madžarščine in ona je bila zelo profesionalna, pač je imela cel seznam vprašanj drugih prevajalcev, mi je to najprej poslala, potem še na moje vprašanje odgovorila in jih dodala na seznam, tako da res izredno dobro, ne. Tudi Daniel Kehlmann, marsikdo se odzove in pomaga in tako. Na koncu mislim, da vseeno pač glavne probleme moraš rešiti sam, neke slogovne, neke jezikovne. Kar se pa Petra Handkeja tiče, pač je tudi sam izredno dober prevajalec in iz slovenščine v nemščino in iz francoščine v nemščino, tako da on izredno ima občutek tudi za prevod, ne, tako da če ga nekaj vprašaš, bo neko širšo prevajalsko usmeritev ti dal, ne samo besede, ne, recimo tudi mi je Ludwig Hartinger rekel, da ko mu je rekel, da bo Kosovila prevajal, je Peter Handke mu rekel, ja, bodi kark, torej bodi tak skop z besedami, ali pa tako, ne, sem tako eno usmeritev, ni rekel, zdaj pa to besedo moš kot to prevesti, ampak tako neko usmeritev, ne, in res so taki prevodi Ludwiga Hartingera. Drugače pa ja, na nekatera vprašanja je odgovoril, večinoma sva se pa kaj drugega pogovarjala, ne, tako da je rekel, ja, se boste rešili, ne, tako zelo veliko zaupanje, no, ker pač on razume slovensko, tako da tudi vem, da je to knjigo nekim ljudem podaril, tako da saj videl jo je, če jo pa odprl, pa ne vem. Ste se pa spopadale vse tri še z enim fenomenom, če lahko tako rečem, namreč s prevajanjem špeha. To je ena taka stvar, o kateri želimo tudi na enem od naslednjih večerov Društva književnih prevajalcev spregovoriti. To so vse tri knjige, so zajetne knjige in tudi vse imate v bistvu v svojih bibliografijah zajetne knjige, pa tudi take, ki so manj zajetne, pa me zanima, ali zahtevajo takšne knjige tudi zaradi količine, zaradi kvantitete, posebno vrsto koncentracije, kondicije, Stana, kaj bi rekla?
Zdaj, ko si rekla kondicijo, bi jaz rekla najprej fizična kondicija. Ker si dejansko več mesecev se družiš, dejansko najprej telesna pripravljenost. Čistko boljša je fizična kondicija, boljša je koncentracija za moje pojme. Jaz sem pri lakoti mislim, da dokončno spoznala, da mora biti tudi ena kot neke vrste prirojena, naravna suverenost, hitrost odločanja. In jaz ne verjamem, da sem dolgoprogašica. Po tej izkušnji mislim, da mi bolj ustreza srednja progašica, preveč je dvomov, preveč je razmišljanja, raziskovanja. In pa, če si predstavljaš, da še mesec za mesec združiš z istimi liki, z določenimi tematikami, mislim, da mora biti tudi ena čustvena in materialna svoboda na voljo. No? Tam imaš prostor za to. Ja, se zelo strinjam. To s fizično kondicijo, torej ravno tukaj sem včasih v nemščini tako rečem, da je prevajanje Liebesdienst, ne, kot neko srednjeveško služenje nekomu, ki je tega vreden. Recimo, ker to so dejansko pač jaz prevajam samo po noči in to so ure in ure pač brez spanja in tukaj priznam, da je bil obseg velik problem, ker jaz sem rada na koncu, da imam nek pregled na celo knjigo. Tukaj je bila pa knjiga kot labirint, vse zgodbe nekje se začnejo, potem je en košček nekje druge in da bi saj približno imela enkrat pregled na celoto, je bilo treba pač nekaj noči skozi potegniti, tako da je bilo tudi fizično izredno naporno, tako da jaz mislim, da tako obsežne knjige se ne bom več lotila nikoli. Ja, no, ta ni najobsežnejša od tih, ki sem jih prevajala, vzporedne zgodbe, imajo v slovenščini čez 2000 strani, ne vem. Ampak jaz, to, kar si ti rekla, Amalija, knjige, ki jih je vredno prevajati, to je prvo. Jaz sem izjemno srečna, jaz pač prevajam ob službi, izjemno srečna, da lahko prevajam res samo dobre knjige, torej da za ljubi kruhek mi ni treba prevajati vsega, pač to delam drugje, vse, Skratka, to je prvo, tisto, kar je vredno. Drugo, jaz se spomnim vzporedne zgodbe, ko sem čakala na Madžarskem 3 ure na vlak, da sem šla v prevajalsko hišo, sem na kavarniškem pultu prevajala in to 3 ure. Mislim, takrat sem začela prevajati s takim veseljem, to je tista motivacija, ker se mi zdelo res tako vredno to početi in drugače ne bi zdržala, ker je to preprosto preveč, je pa res in tudi založbi sem hvaležna, da mi je vedno dala dosti časa. Jaz sem pač preprosto rekla, toliko časa potrebujem in to, tako da nisem imela roka, kot ga imajo recimo poklicni prevajalci, ki morajo res neumorno prevajati. Tako da drugače pa ne bi se več lotila tistega te energije ne bi, nimam več. Je pa res, da do konca nisem, bi rekla, klecala, ker je tudi zame osebno fenomen. Verjetno je res, se mi je zdelo to res tako vredno početi. Pa še mogoče eno vprašanje vživljanja v figure, v zgodbe. Malce je namignila že Stana v zgodbi Lakote, nastopa Laslo, ki ima zelo svojvrsten, bom rekla, pogled na svet. Pedofilska nagnjenja oziroma vprašanja se pojavljajo v romanu. Potem o Handkeju obstajajo te zunaj literarne polemike. Mnogokrat sem se pogovarjala s prevajalci, ki so rekli, tega pa jaz ne bi mogel prevajati, pač neke določene teme, bodi si, ne vem, o mučenju živali recimo, ali pa v tem smislu. Kako rešujete te dileme? Je to sploh za vas osebno relevantno ali ne? Torej se z nekimi moralnimi dilemami. Mislim, bi kje pri katerem delu, pri kakšni ponudbi rekle ne, sicer pravite, da imate večinoma svobodo, da sami zbirate dela, kar pač potem odpade mogoče ta del, ampak kljub temu je mogoče kje, kdaj, kakšen zadržek? Jaz moralnih dilem nisem imela, ker mislim, da dobro leposlovje
je verjetno nad moralnimi dilemami. Je pa res, da vse leposlovje, ki sem ga prevedla do zdaj, je bilo po naročilu, ne? To je zanimivo, ne? Tako da nisem jaz sama izbirala, kot recimo ste druge predlagale. Bile pa so mučne stvari, to je tisto, ko recimo že pri Nadošu v Vzporednih zgodbah, to mučenje, fizično mučenje, ki ga je on opisal res naturalistično, popolnoma natančno, kako so koli prebadali, da ne ponavljam tega, to je mučno prevajati, ampak nekateri prevajalci so rekli, da tega ne bi mogli prevajati. Jaz očitno zmorem. Je pa res, da pa Bog ne daj, da bi bilo to 2500 takih strani, to pa res ne, no. Ali pa, skratka, nimam nobenih dilem, če je šlo za spolnost ali za te grozovite prizore, umore, mučenja, trpinčenja. To je težko, no, ampak sem zmogla. Ja, kar zadeva konkretno Handke, mislim, da sem že v spremnih besedih žalostno, ker je sam povedala vse, kar sem želela o Jugoslaviji, o Srbiji in tako naprej. Tako da tega ne bi zdaj še enkrat odpirala. Seveda pač jaz se absolutno ne strinjam z marsičim, kar je Handke rekel, absolutno ne. Ampak ne vem, ta knjiga in pa žalostno, ker je sam sta nastali pred Srebrenico in pred vsemi temi izjavami, tudi ne govorita o tem, tako da jih gledam kot pač neodvisni mojstrovini, ki boste zavedno ostali in ste zaznamovali nemško literaturo. Drugače od avtorjev, ki sem jih prevajala, mislim, da je kot človek, kot etična oseba mogoče Brecht bolj sporen kot Handke in tudi recimo tukaj ne vem, se prevaja, se podpira, se izdaja tudi knjige ljudi, ki so v vojni v Bosni dejansko koga ubili, kar Handke ni, pa se potem, Handke je neka taka zelo priljubljena tarča, seveda je marsikaj rekel zelo nepremišljeno, zelo neprimerno, ampak tudi malo je pa tudi zavisti, pa nekega linča in izživljanja, tako da ne vem, jaz se v to ne bi spuščala. Nisem imela nobenega takega primera, bi rekla, da bi šlo prav za zelo nazorne primere nasilja, ali tako je bilo, no, pri Tereziji Mori nekaj takšnega, ampak mogoče tudi sama zbiram bolj knjige, ki so zelo poetične, ki so malo bolj abstraktne in nisem toliko na to naletela. Ja. To knjigo mi je kot predlog najprej poslal urednik Aljoša Harlanov. Jaz sem potem dala povratno informacijo in privlačno je bilo, ker je bila protagonistka končno tako rekoč moja vrstnica, kar pomeni privlačen setting, ki je bil v Amsterdamu, živi z mlado družino, piše knjigo, dela na televiziji. In ja, in besedilo je bilo zelo razgibano, zvrstno od časopisnih člankov do enih odlomkov kot scenarija, njeni dnevniki študentskih let, diplomska naloga itd., tako da me je to seveda pritegnilo. Laslo na drugi strani sem si rekla, ko bom prišla tako daleč, pri prvem branju sem videla, kam pa staco moli, ampak je tako zasukano, da sem si rekla, to je gotovo ena zanka. Bomo prišli, ko bomo tako daleč pri njem, bomo takrat razčistili. Pa dobro je bilo tudi, da bo išlo pod okriljem Cankarjeve založbe, ker sem predvidevala določenega bralca. Nisem pa vedela takrat, da še bodo to moderni klasiki in da bodo dobili spremno besedo. Zdaj za nazaj gledano, ker sem mogoče podcenila, precenila, kaj pomeni, če se tako dolgo druži z likom in z njegovimi idejami in z razmišljanjem in s to tematiko konec koncev. Ker to, kako je to predstavljeno, to ni bilo tako kontroverzno na Nizozemskem, ne? To je pač otroška spolnost, do katere mere jo predstaviti, kako dopuščamo nasilje na eni strani video iger, na drugi strani imamo tam pornografijo, potem pa pride tukaj še pedofilija. In pa ozadje te zgodbe pa je tudi, da je on poznal Carltona Gajduška in se po njem tudi navdihoval. To je bil pa Nobelovec, ki je nekaj podobnega kot Laslo naredil s temi posvojitvami in ga je tudi osebno spoznal in ga je fasciniralo, kako lahko človek, ki je dobil Nobelovo nagrado, a je bil celo zdravnik, potem na eni točki tudi obtožen spolne zlorabe enega od posvojencev, kako lahko začne razmišljati na ta način, da zagovarja pedofilijo. In on je potem
to prenesel seveda z vsemi tistimi prijemi, ki sem jih tudi naštela z literarnimi, v knjigo. In ja. Kot reče, jaz sem potem, imela sem tudi čisto, ko smo že šli v te podrobnosti, da imamo stik z etiopsko, pa z novinarskim svetom sem imela tudi stik čisto z psihološkega vidika, kaj Laszlo zdaj tukaj piše, je pa to res, da sem dala samo en odlomek za prebrati strokovnjakinje z tega področja. In pa zato, to sem pa tudi naredila zato, ker je avtor psiholog po izobrazbi. In to mislim, da mu je fantastično uspelo in se vživeti v žensko protagonistko in na drugi strani ena manipulacija argumentacije. To mu je fantastično uspelo z psihološkega vidika. Ja, to lahko kot bralka potrdim. Bom pa mogoče zdaj nekoliko grobo preskočila spet na Handkeja. Namreč še, da nam čas ne bo ušel, še eno vprašanje se mi je porodilo, ko sem nekako iskala neke skupne niti našega pogovora današnjega. Handke ima v slovenščini ogromno prevajalcev. Pred zadnjo knjigo o materi si Amalija prevajala, je v bistvu drugi prevod, ne, ponovni prevod. Kako si se spopadla pravzaprav s to tradicijo prevajanja Handkeja in seveda z nekim prevodom iste knjige, ki si jo potem ponovno prevedla? Ja, to mislim, da je tudi zadeva, ki je ne bom nikoli več v življenju, zdaj sem že tako stara, da to lahko reče. Počela je niti popravljala prevode, kar sem delala pri Štefanu Cvajgu, recimo, prevod Angele Vode, primerjala in popravljala. In mislim, da tudi ponovno ne bom prevajala več nikoli. Tukaj v tem primeru je šlo res za to, da smo primerjali. Meni je bil od vseh prevodov prejšnjih Handkeja, mi je bil ravno ta žalostno, ker je saj najbolj všeč. Je treba tudi povedati, da je pri Handkeju znotraj njegovega opusa prišlo do preloma, ne? Da je tudi on spremenil slog in zato so lahko tudi prevodi bolj poetični, če je original bolj poetičen. Ne? Tako da jaz mislim, da je ta prevod Stanke Rengle bil zelo poetičen, je bil tudi meni zelo všeč. Potem, ko smo šli pa primerjati, najprej bila ideja, da bi založba to samo ponatisnila, ne? So pa nekateri deli manjkali, nekateri deli so bili pa res narobe. Ne? Mogoče sem jaz v tisti spremni besedi na tistem prvem intervjuju hotela biti zelo uljudna in sem rekla, so bile malenkostne napakice, ampak napake so bile dejansko hude. Ne? In potem je bilo tudi na spletnem portalu Koridor, je bilo nekaj, jaz se ne razumem nemško, ampak to je bilo narobe, da so šli še enkrat prevajati, če ni bilo toliko narobe. Je bilo narobe. Ampak pač nisem hotela toliko to poudarjati. Ne? Tako da so bili resni razlogi, no, zakaj smo šli še enkrat prevajati, čist objektivni, ampak zame je še vedno tudi prvi prevod izredno lep in tako kot celota poetičen in tudi na marsikaterih mestih sva bili zelo blizu s to prevajalko. Ne? Tako da od vseh prevodov Handka mi je v bistvu ona kot prevajalka najbliže, tako neka taka čudna, absurdna situacija, v katero se verjetno zdaj ne bi še enkrat spuščala. Ne? Se mi je pa zdelo ravno en del, ki je zelo pomemben za razumevanje te knjige, da je bil pač tako mimo tistega, kar je Handke hotel reči, da se mi zdelo pomembno, da se to pojasni, pač nekaj s to revščino, s to na teh vaseh in tako da se mi zdela ta odločitev založbe potem utemeljena, da smo šli to ponovno prevajati. Ne? In pač tudi knjiga je tudi iz osebnih razlogov meni izredno blizu po tematiki in po slogu, tako da v tem primeru sem bila zelo vesela, da sem imela priložnost to še enkrat prevesti, ampak ja, mogoče tudi ta korona zdaj privedla do tega, da malo potegnemo črto in sklenemo malo, česa ne bomo več v življenju delali. Kaj pa Marjanca pa Stana, imasta izkušnje z starejšimi in novejšimi prevodi, z prevajalskimi tradicijami v jezikih, iz katerih prevajata, kako je s tem, ali pa mogoče tudi, če ne že same, kakšen odnos imasta nasplošno, kaj si mislita o zastarevanju prevodov?
Ja, jaz sem do zdaj v glavnem prevajala res samo sodobno književnost. Tako da nisem imela recimo tega problema oziroma mi ni bilo treba primerjati oziroma mi ni nihče prosil za kakšen novejši prevod. Zagotovo pa prevodi zastarevajo. Ne? To sem sama videla, mislim, tudi če beremo v izvirniku, vidimo, ne, da pač na besedni strukturi in tudi drugače zgodovinski konteksti, kulturni konteksti, tukaj prevodi zastarajo. Ne. Jaz sem v bistvu bolj, no recimo, drugače pa prevodov drugih ne berem. Ne. Nekako tega ne počnem poklicno, tako da ni potrebno, drugi berejo. Skratka, se ne ukvarjam s tem. Je pa res, da sem pri prevajanju vzporednih zgodb, ko je tam šlo za recimo erotiko in je tudi pisatelj sam, dvakrat smo bili skupaj, osebno sem ga spoznala, dvakrat smo bili skupaj na nekih takih seminarjih in simpozijih in je on sam priporočil, da se opremo, če tega nimamo v slovenski tradiciji, recimo erotične poezije, recimo določenih besed, besednjaka, čisto preprosto, ne? Pa na francosko. Ne? In takrat, ker pač sem prebrala to, kar recimo imamo v slovenščini, nekaj teh antologij je in večinoma pa prevode iz res francoščine. Tako da sem tukaj iskala potem na ravni besedišča, ne, recimo, da si nisem izmišljevala. Ne. Tukaj je bilo precej, kako bi rekla, besedne raznoterosti, ne, in bogatstva. Ne, da si nisem zdaj na celo izmišljevala stvari, bi bilo res obrat v prazno, no, se mi zdi, ne? Tako da je bolje nekaj tistega, kar že zveni sočno tudi v slovenščini, čeprav je iz drugega jezika. No? Tako da sem sledila temu zgledu, to je samo en tak primer. Jaz nimam takih dilem doslej, ne spomnim se, da bi bilo kaj tako izrazitega, se pa striljam za Malijo, da se ne bi spuščalo to, ker jaz vem, da bi šla rešitve gledati, kaj je drugi prevajalec naredil, kako je razmišljal in potem se suvereno odločiti na podlagi tega in popravljati. Ja, mislim, da moraš biti z pravega testa za to, da se v to spustiš. Nekako mi notranja ura pravi, da smo me že na kakšni uri, zato bi postavila eno tako, recimo temu odprto zaključno vprašanje, zelo splošno. Zakaj brati prevodno literaturo, zakaj prevajati književnost v slovenščino? Zakaj brati prevodno literaturo? Ker preprosto odpira oči, te ponese v svet, veš, vidiš, kaj pišejo, čutijo, pišejo drugi. No. Preprosto ob seveda tej satisfakciji oziroma doživetju, ki ti jo pač ponuja umetnost. Mislim, da je to in to tudi mene, ta ljubezen do jezika in književnosti v bistvu mene motivira za prevajanje. In kot prevajalko in kot bralko. Ja, se strinjam spet z vsem, kar si povedala. Jaz mislim, da ne smemo pozabiti, kaj vse lahko spoznamo preko prevodov, torej tudi tuje književnosti, arabsko, japonsko, karkoli, ne. To so neki svetovi, do katerih pač nimamo dostopa in tudi mene ne bo nihče prepričal z neko angleščino kot lingua franco, ker je enostavno znamo preslabo, da bi lahko zares uživali, ali pa so tudi prevodi. Jaz sem primerjala Handke z ameriškim prevodom, ki je zelo, zelo lep, ampak moram reči, da je zelo poenostavljen. Tako, to je neka taka mal priredba Handke, zelo lepa, ampak tako poenostavljena. Tako da je vprašanje, če bereš preko angleščine neko svetovno književnost, koliko imaš dejansko dostopa do nje. In tukaj bi se tudi navezala na to, da ta predlog, ne, o tem smo tudi govorili, da bi slovenske založbe 70% domače produkcije, pač domačih del izdajale in samo 30% prevodov, se mi zdi pač nek kulturni samomor ali pa načrtovanje nepismenosti cele generacije in več generacij. Ne? Tako da v tem vidim veliko nevarnost za našo kulturo, ker pač slovenščina, kot vemo, je velika razlika med govorjeno slovenščino in knjižno slovenščino in je treba to čuvati. Ne? In tudi že večkrat sem rekla, da
mogoče tudi slovenski avtori, ne vsi, ampak marsikdo se mi zdi, da premalo berejo, premalo poznajo tudi literatura, da bi se lahko tako poigrali recimo s citati, ali pa tudi premalo gojijo nek slog. No, to mi je ravno pri Handkeu in pri avtorjih, ki jih lahko bi on opisoval tale stolp, bi bilo še vedno čudovito. Ne? Tako da to mene fascinira bolj kot mogoče zgodba. In tukaj se mi zdi, da smo prevajalci tisti, ki gojimo to bogatstvo slovenščine in to so tudi raziskave pokazale in tudi zato pač sem izredno vesela tudi tiste utemeljitve in sploh nominacije, ker mi pač mnenje inteligentnih in načitanih kolegov izredno pomeni in ker vem, da je v Sloveniji res ogromno dobrih prevodov, izide vsako leto, ne, tako da je to res velika čast, ki tudi nisem pričakovala, da bi bila med temi nominiranci. To mogoče glede tega, še nekaj sem hotela reči, pa sem pozabila. Jaz bom poskušala nekako potem zaokrožiti, se pravi, pogled od zunaj, odpiranje določenih tem, senzibiliziranje bralca in nove jezikovne možnosti, ki prihajajo prek prevajalcev. Lepa hvala vsem trem. Jaz se dejansko pridružujem seveda v celotnemu zagovoru prevodne literature. Berite jo, ker odpira, izobražuje, senzibilizira. Tako da lepa hvala, draga publika na Vodnikovi domačiji, hvala publika na Facebookovi strani Vodnikove domačije in seveda velika hvala mojim gostjam v okviru večera Izbrano, Marjanci Mihelič, Amaliji Maček, Stani Anžel in upam, da še kdaj naredimo kakšen prevodni Izbrano. Hvala.